Alo? Alo, pizda, kva si ti meni uvalil neko skret CBD pohod, le? Kakšen Halloween special, psiho, kuš stari, to je skret. Če sem spohod 10 zdaj tle, pa sem trezen, brat. Dej nehi mi te bučke zdaj tle trosit, ka tam sam... Kva? Ne, okej, nisem imun na had, kvaj s tabo? Dej, a bloh ti meni sam zrihtu neki proper, okej, pa... Halo? Halo, človek, no? Halo? Halo? Tega dol mi je vrgel, super, thanks. Sin moj, uslišan si bil. Dobro, no, a lahko sam easy, no, se štekam, sam prikaž se mi, please. Veš kaj, zdaj ti bom ful težko pomagal, ker gor pri nas je ful suša, tako da... Zdaj, če bi hotel nek dober stav, to je tam nek 30 na gram. 30 na gram? Lej, tako je, stari. Zato sem ti pa dal un list, zdaj poklič pa zben se. Ta list s temi ciframi, vse te cifre imajo eno skret poho, ka nič ne poč. Evo, tudi tu šprical skank zesenic, ne, okej. Zakaj mi hotel uvalič špricen skank zesenic? A ti meni probaš povedati, da te nobena poha več ne poča, okej? Ja, ne, od tega polka ne. Dej sem. Ja, dej pridem to. Pa, kaj zdaj delaš? Na. Okej. Na, še to vzem. Okej. Kaj je zdaj s tem? Srečno. Kva srečno, kva ne zdaj s tem? Kva zdaj naredil? Hej, kva no Dej, ne mi tega delati, zakaj moraš kar iti tako, no? Kjer si ti pas? Kako ti lahko pomagam? Vstani in položi roko sem.
Usedi se, nekaj ti moram povedati. Vse se je začelo, ko je Hmeljan, požganski bog piva, za svoj 100. rojstni dan gostil božje pijančevanje, kjer se je popilo tudi kapljo ali dve čez rob. Ves pijan se je nato Hmeljan odpravil na zemljo, osvajati zemeljske smrtnice. Prav kmalu se je z mlado Štefko znašel na skednju, kjer sta tako močno razgrajala, da se je skedenj porušil do tal. Ko je Hmeljan izvedel, da je Štefka noseča, se je odpravil po mleko in nikoli več se ni vrnil. Štefka je čez čas rodila malega Poldija, a na Štefki je Hmeljan za vselej pustil svoj pečat, saj iz njenih dojk ni teklo mleko, temveč pravo, nefiltrirano pivo. Kot sin Boga je Poldi odrasel v močnega, čvrstega moža in strastnega ljubitelja piva. A nekega dne je Poldiju pota prekrižal zlodej, preoblečen v angela in mu ponudil sveto, blaženo pivo. Poldi takšne ponudbe seveda ni mogel zavrniti in pivo, ki ga je spil, je bilo najboljše pivo, ki ga je Poldi kadarkoli poskusil. A gorje! Po tistem magičnem pivu so bila Poldiju vsa piva odvratna in neokusna. In tako se je začelo. Obupan, da bi se odrešil tega prekletstva, je v laboratoriju lokalnega alkimista skušal napraviti to, po čemer je najbolj hrepenel. In po mesecih in mesecih mešanja poskusnih zvarkov je končno videl, da mu je uspelo. A ko je Poldi spil ta zmešan zvarek, ga je popadla mrzlica in začel je rjoveti in razgrajati in lomastil je po vasi in pobijal je vse, ki so ga skušali ustaviti. In tako je vse vaščane pregnal z vasi. Sam in brez piva se je Poldi zatekel v gozd in se pogreznil v večni sen. Zato pa si od takrat dalje prav nihče ne upa prinesti piva v ta gozd. Kaj si naredil? Kaj pa je fora? Zbudil si ga!
stare. And if you ever want to take a look, you'll find an old caretaker there. When you step inside, he tells a tale of ghosts that whine and wail, around and round about the place at night, and this is how he tells his tale. Or hear that bogey wail, up and down the scale, creeping in and out of every room. Bogey wail, what an awful wail, guaranteed to fill your soul with gloom.